Dobro večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Začenja se predvolilna kampanja in čas je, da počasi odložimo delo. Nekateri so pač mnenja, da mora satira pred volitvami utihniti. Zato nocoj ne bo svežih izmišljenih novic. Za vas smo izbrali nekaj udarnih tem iz letošnje sezone. Prihajajo v mraku in odhajajo v temi. Prva je v službo prišla ministrica Györgyseva. Takoj za njo smo popazili ministrico Majcnovo. Ura je 5 zjutraj, ujeli smo ministra Gašperšiča. Gospod minister, kam pa tako zgodaj? V službo, delamo ful. Kaj pa toliko delate? Delamo tekoče posle, pa to pač te stvari, ki morajo biti narejene, ne? Te veste katere, ne? Hvala. Opravljanje tekočih poslov je za vsako odhajajočo vlado stresno pravilo. Treba je pospraviti mize, omare in poskrbeti za vso obremenilno dokumentacijo. Minister Karel Erjavec to zanika. Ne, Desus deluje že od začetka na principu brez dokumentov. Mi ničesar ne napišemo in nič ne podpisujemo. Z nikomer nismo sodelovali, čist nikjer nas ni zraven. Sploh pa glede na ankete, mi itak nikamor ne gremo. Ura je 10 zvečer. Državna uprava že spi. Počas službo zapuščajo še zadnji ministri in ministrice. Gospa Vraničarjeva že ni bila za štose. Bolj razpoložena je bila pa ministrica Milojka. Aj konec za danes? Konj ne bo konc. Kako to mislite? Konc bo, ko crknemo vsi, pol bo pa konc. Da gremo še na eno pijačo tlela v opero. Ni šans. Adijo. Gospod Židan, eno vprašanje, če smem. A dajte mi povedati, kako to, da ste po cele dneve v službi, če pa opravljate samo tekoče posle? Kaj se dogaja? Ja, imamo delo vsaj do volitev, čuvamo pisarne, ker se krade. Kaj hoče reči gospod Židan, da se krade, da se v vladi zdaj ponovno krade? Ne, ampak če ni predsednika vlade, pol nihče ne ve, kaj točno je treba delati in pol je tako. Kdo potem pa zdaj vodi Slovenijo? To pa ne vem. Miro Cerar, vedi predsednika vlade, je danes napravil nekaj, kar si pred njim ni drznil še noben bivši premijer. Poglejmo državni zbor. Miro, daj premisel še enkrat, no. Miro bo šel kar do konca, izgleda saj tako. Ne. Ma ne bo, sej si ne upa. Ja, vem, kaj misliš, ampak vseeno, to je treba narediti, ne? Sam ne nas zraven upletati v vse tvoje zadeve, okej? Ne, seveda ne, no. A kar začnemo. Spoštovani poslanci državnega zbora, danes bom govoril o pritiskih. V zadnjih 3 letih sem bil vsak dan izsiljevan strani lobijev in ti so se posluževali različnih metod, da bi vplivali na moje odločitve. Večkrat sem dobival nočne telefonske klice, v katerih so mi vplivneži gradbenih lobijev grozili, da mi bodo pozidali okna in vrata. Dobili ste tudi seznam vseh groženj, ki sem jih dobil strani avtoprevoznikov. In vsa ta pisma so bila osebno dostavljena s kamionom vsako jutro na moj domač naslov. Uradni Bruselj Cerarjeve izpovedi za zdaj še ni komentiral. Je pa bilo v neformalnih pogovorih med voditelji držav Evropske unije čutiti rahlo zadrego. Tako je. Odprl bom SP, popodanska obrt, pa naj tja nakažejo. Štekaš. Ne stari, ne moš tako, lahko te dobija, veš. Pa se zdaj tega tipa k pride noter, tega tam auge z mapco. Ne bolj tvanga, sam poglej ga na hitro, okej? Maš, zapomni si ga. Kako? Glej ga, ti si. Treba bo mal paziti na Grke, Špance in Balkance. Bonjour, kako smo? Živijo stari. Miro je bled, roke ima pa ne treba mu je pomagati. Bomo ja. Superb. Živjo, jaz sem pa Miro. A ti si ta. Slovenska politika se je po skoraj 4 letih lagodnega življenja na račun davkoplačevalcev še zadnjič dobila na skupni večerji. Kot smo izvedeli, so se lepo zabavali, tako kot se zabavajo že cel mandat. Na koncu je prišel visok račun in v zadnji tarči so pojasnili, kdo je kaj pojedel. Mi smo jedli samo zelenjavo, por koruzo, zeljere po ingrah, vi ste pa jedli tartufe, pa ribje plošče, pa neke stejke, pa zraven botelke. Mi tega ne bomo plačali. Gospod Cerar, kdo bo pa potem to pokril? Če kdo misli, da smo mi, SMC, največ pojedli in popili, potem se moti.
Poleg tega pa, a je kdo videl, kakšno porcijo škampov je dobila Bratuškova? Kakšno so pa men prinesle, veste, to je katastrofa. Vi ste nas tja povabili, zato bi morali ta račun plačati. Ko me nekdo povabi ven na večerjo, grem brez denarja in brez kartice. Kaj pa račun? Mene pa bolj moti izbor jedi. Recimo, gospod Janša, vaši člani. So na mesto bograča jedli golaš. A mađarski? Ja, mađarski. Tako je bilo, poleg tega ste vi in vaši poslanci naročevali, naj vam hrano spakirajo za domov. Vi ste šli domov s polnimi vrečkami in flašami. To, da je hrana, glavni strošek na tem računu je čista laž. To je čista laž. To vam bom povedal. Največ je itak stala zabava, ki je bila po večerji. Točno to mene zanima. Kdo se je to zmenil? Kdo je naročil plesalke, kdo je naročil DJ-ja in ozvočenje, ker na vabilu to ni bilo omenjeno. Ne, poglejte, dobro veste, kako je bilo. Po sladici ste vsi prišli, da bi zdaj radi žurali. Naj nekaj naredimo. Eni ste hoteli plesati, eni so hoteli ženske, skratka. Mi smo se zmenili, vsak je poklical par frendov in potem so nam vse zarihtali in to po prijateljski ceni. Zelo Mi bi vam ugodno. punce lahko zrihtali ful cenej za 50%. Glejte, Pa fante. glejte, To. tudi možno, ampak to so amaterke proti temu, kar smo mi zrihtali, a veste. Razumem, da se vi že ves čas vidite kot seveda. mandatarne. Ja, ampak a mislite, da vas druge stranke tudi vidijo tako? A mislite, da drugi lideri nimajo svoje računice? Seveda imajo, seveda. In kaj boste naredili? Ja, nič, premagali bomo, ker če nam zdaj rata dobi dovolj glasov, bodo preprosto morali sodelovati z nami. Pa je, da vas zadnje tedne vsi vabijo na kavo, je to res, No, ne? piše se marsikaj. Ampak ni res, jaz sem povabil vse predsednike strank na čaj ali kavo, potem vse ministre na kosilo in vse tajnice na večerjo in to v dobre restauracije, za katere moraš imeti 60 evrov, a ne na menu. Ampak, a bi strici z ozadja bili zelo nervozni, če bi šli na kavo z Janšo? No, sej ne bi rekel, da grem na kavo z Janšo. Mnogokrat je bolje za partnerja, če ne vedo čisto vsega. Vem, da so tudi oni kofetkali s Pahorjem, pa z Janšo, pa s Kanglerjem celo. Tako da, ampak sej ena kava še nič ne pomeni, to je samo Ampak tako. če postanete premier, a bo res Sašo Hribar nov kulturni minister? Ja, Sašo se vidi v politiki. Novica dneva prihaja iz Bratislave. Karel Erjavec je novi slovaški zunanji minister. Poglejmo najprej njegovo izjavo. Večjih težav pri vodenju slovaške diplomacije ne pričakujem, saj to država brez morja, ki tudi nima nobene meje s Hrvaško. Matej, kaj se pravzaprav dogaja? Kaj je tukaj v ozadju? Si uspel izvedeti kaj več? Ja, sem. Karel Erjavec je v bistvu testni model enega velikega projekta, ki ga vodi Evropska komisija. Gre za to, da bi najbolj koruptivne države Evropske unije poskušali disciplinirati z nekašno izmenjavo vlad. Slovenija in Slovaška bosta tukaj prva poskusna zajčka. Hvala, da ste nam posadili Erjavca kot našega novega zunanjega ministra. To uslugo vam kmalu vrnemo, ko vašo državo pride naš kulturni minister. Slovenija in Slovaška sta državi, ki vsi zamenjujejo. Po svetu tega ne bodo opazili. V stranki SDS imajo novo črno ovco. To je Branko Grims, dolgoletni član, poslanec in vidna maskota stranke. Potem, ko je na enem od predvolilnih srečanj izrekel nekaj ostrih besed na račun vodstva stranke, se je znašel v nemilosti pri predsedniku Janši. Poglejmo. Mislim, da bi naredil stranko brez mene. Se pazi, ti pokaži, kako to bilo. Tako bi stal, prišli komunazili, roke gor, vsi so vze. Ampak je proti tebi govoril? Ja. Fuck. Drage kolegice in kolegi, res sem mogel to povedati, oprostite. S tistimi, ki na ta način rušijo ugled stranke, nimamo možnosti zmagati volitve v Sloveniji. Kdor želi, me lahko da tudi na črno listo. Kot vse kaže, je Branko Grims zgodovina. Tukaj v Celju so namreč danes že iskali njegovega naslednika. Na audicijo za novega Grimsa se je prijavilo kakšnih 20 kandidatov. Posebna žirija, ki jo vodi Janez Janša, v njej pa so tudi vsi lideri populistične desnice, je na koncu izbrala 2 finalista. In mladi fantje, ki prihajajo čez mejo,
Prinašajo običaje, ki preprosto niso združljivi z našo krščansko kulturo. To je bil gospod Novak iz Petrovč. Imamo še enega finalista, ki prihaja iz ljubljanskih koncev, to je gospod Magajna. Ti LDBS usedel, vse v zapor, ker to so paraziti, ki ne razumejo realnosti. In to je edina opcija zaustaviti te komuniste. V komisiji mislimo isto. Zmaga gre v Petrovče, zato se gospod Novak dobro pripravite za super finale, ker tam bo treba dati celih 100%. Na tej točki bomo za trenutek ustavili konje in se pripravili na rejli z 8 kolesniki. Tega nikakor ne smete zamuditi. No, zdaj pa poglejmo, kako so dirkale Patrie, kakšne uniforme bodo nosili naši vojaki in s čim bodo po novem streljali. V cilj je pravka prispela ekipa 10. motoriziranega bataljona Slovenske vojske, na štartu pa je že pripravljena posadka 45. oklepnega bataljona. Kaj to? Kaj se dogaja? Ruce, Fix! Kam gremo, fantje? Takoj mi povejte, zahtevamo to. Gremo na Hrvaško, gospod predsednik! Goste bilo te zemancije! To ne gre tako, vojska. Tako ne gre. Najprej je treba izčrpati vsa diplomatska sredstva. Diplomatske sredstva, mi krškamo! Razumete? Takoj ustavite! Moš zaviti levo za Savudrijo, gremo! Dovolj je bilo! Takoj ustavite! Kot vrhovni poveljnik zahtevam, da takoj obrnete nazaj. To je ukaz! Razumem, tovariš komandant. Najboljši čas, velika zmaga 45. oklepnega bataljona z vrhovnim poveljnikom na čelu. To je bilo vse zrelija za veliko nagrado Patrije, Milan Arišič, Zgornja Kungota. Iščem posadko, ki je bila prej z mano. Bili so v podobnih bojnih barvah kot vi. So bili vaši? Ne, naši niso bili, sigurno. Pa ste zihar, da se niso furali vaši tukaj? Bil sem Sigurno ne, z njimi v gospod vozilu. predsednik. Gor in dol smo se vozili po klancu. Niso bile naše. Ste se nasmejali? Ja. Kdor se zadnji smeje, boste pa videli. Ta. No, ko se kaže, bodo naši vojaki končno dobili nova oblačila. Na seji odbora za obrambo so se poslanci seznanili z modelom in barvno kombinacijo nove bojne uniforme. Poglejmo. Tukaj kolegica Bahova danes nosi vzorec nove uniforme. Gospa Katič, izvolite. Uniforma, ki jo predlagate, ne paše barno k tem čevljem in ne vem, kako ste si vi to predstavljali. Pisane uniforme, zraven pa spodi bež gojzari, naši vojaki bodo zgledali totalni kmetavzi in za sovražnike lahka tarča. Ja, ministrica. Tisti, ki se že dlje časa ukvarjamo z modo in smo na tekočem z novostmi, pravimo drugače. Jaz se nosim že 5 dni in to je najboljši oblačil, kar sem jih imela v lasti. Vzorci pa Slovenska vojska. Kaj je narobe z domačimi vzorci? Močerat ali mušnica sta enako učinkovita domača. Vidim, ja, da imate zdaj kar vsi mnenje, zelo podrobno mnenje, pa ni dal gor, da bi videl, kako je to. Ne res, jaz sem imel gor par ur in točno vem. Z uniformami in obutvijo bodo vojaki rešili samo del težav. Kot je znano, jim zmanjkuje tudi nabojev za avtomatske puške. Tako, zdaj ne smemo streljati, ker moramo šparati z naboji. Sam vsem pa mora pokati. Se razume, no? Tako da, Andolšek, te boš delo rata-ta-ta-ta-ta-ta, ostali pa pev. Jasno? Ajde, teč, ka pridemo na čisto akcijo, pa da zaropotate, jebeno! Ajde, v jark! Gospoda, mi tu malo... Tišina, nadaljuj! Okej. En res strela, pa kva je to? Je nič, nazaj streli! A sem rekel, da se ne strela? Ustavi vajo. Pa to je bilo? En je zares metki strelil. O, šic, spet nam bodo odplače trgali. Očitno je, da bo nakup streliva z avtomatske puške še en finančno velik zalogaj. Kako se misli vojska lotiti tega podviga? Zdaj sprašujem kolegico Latojo. Čau, Slavko! Slovenska vojska bo sredstva za nakup nabojev zagotovila tako, da bodo vojaki zbirali zamaške. No, medtem ko vojska zbira zamaške, njen vrhovni poveljnik še naprej išče najprimernejšo lokacijo za novo predsedniško rezidenco.
Ajde, nič ne bo. Ne bom Ne kupil. škoda. Je tako je, ne? Pa smo se zmenili, da bo spravila slamu iz avta, pa perilo, ne moreš tako prodajati. Pa pozabila sem. Pojdimo na svidenje. Ajde, gremo. Jaz se upravičujem, pač zmene so bile, da bojo pospravili, da bo stroj v hiši, slabo so tako, kam mora biti, urejeno, ne? Ne se sekirati. Naslednja parcela je super hiša, čez nova, moderna, tako še pomodi iz naslednjega leta je, ne? Ker sploh ni končana, tukaj je moderna, samo ena familija živi tam, ni problem, ne? Zanimivo, odlično. Dobar dan. Zdravo. Jaz sem Borut, kupujem parcelo. Ja. A to so pogajalci. Zdaj imaš zmeti. Dobar dan. 5 čukov dam, roka. Sva zmenjena. A? Smo zmenjeni. Prodano. Hvala lepa. Težka pogajalca. Se slišimo. Jaz mislim, da bomo mogli šolo pokazati. Kakšno šolo? Ma najboljša parcela v vaši je šola. WC, voda bliz, občina dale ta pravu strehu gor. Pošteno, sam problem je, ker so otroci not, ne? A pa lahko vidim to šolo? Bomo že uredili z otroki, vse se da dogovoriti. Ja, lahko, a zdaj? Tu smo zato, da kupujemo parcelo za rezidenco. Prav, Tako da peljite nas. gremo pogledat. Pa pejmo zdaj, ne? Na pomoč! Evo, to je šola, tu so otroci, ki hodijo v šolo. Živijo, a? Kako je zoprno biti v šoli, a ne? A ne bi bilo super, če bi prišel nekdo in rekel, od danes naprej ne morete več v šolo, ker jo bom kupil in je ni več. A? Kdo ne mara šole? Kdo ne mara? Šola mi je všeč. Kako hitro lahko umaknete otroke? Ne, tu so vsi otroci od družin, ki živijo tu. Jaz bom povedal, vsi vemo, da je najprej rabiš šola, potem lahko zaslužiš denar, mi šola imamo, vam prodamo, evo vam denar, ne rabimo več šole. Zdaj je samo vprašanje, da se zmenimo za ceno. Dobro. Če je bilo še nedolgo tega bogokletno in povsem neprimerno zagovarjati model istospolnih družin, sta Franc Kangler in Aleš Primc z registracijo svoje partnerske zveze vse obrnila na glavo. Poglejmo. Zdaj pa moram to vse še žen povedati. Kaj še ne, ve? Tatjana te bo žal trgala. Za volitev, pol pa taka, dio, pa nema problema. Od on se piše tako. Aleš Kangler Primc, 2 priimka, Franc zdaj še ni nič spremenil in prav, da rabi še nekaj časa o tem razmisliti, zaenkrat pač ne. Pregovor pravi, da laž ima kratke noge in me zanima, kako je teči maraton s kratkimi nogami. Je težko. No, seveda, ja, v primerjavi z drugimi tako izgubiš 5 do 10% na korak glede na povprečno izhodišče. To je lahko pa tudi prednost, ne? Saj bliže kot si tlem, bolj vidiš, kaj se dogaja pod mizo, a ne? In če tečeš od zadaj, noben ne gleda, kaj delaš, ne? A veš? No, ampak med novinarji veljate za nekakšnega ležnjivega kljukca, ne? Ste zato videli tle v politiki priložnost? To je zdaj tako vprašanje, ne? Malo komplikovano, če razložim, komplicirano, ne? Zapleteno. Pred parlamentarno komisijo za nadzor črnih lukenj, ki jo vodi Anže Logar, je pričal ljubljanski župan Zoran Janković, sicer dober poznavalec vesolja. Kako pa odgovarjate na to, da še vedno ni dokazano tudi Hawkingovo sevanje? Do robe sprašujete, ker gospod Logar, daj pa se moramo razumeti. Jaz sem postavil teorijo in jo dokazujem. In če bi da verjamete, ni problema, ne zaberem, lahko grem. Ker sploh ne poslušate. Evo, zdaj v best naročate kavo, da mesto, da bi mene poslušal. Jaz izhajam iz Einsteina, jaz izhajam iz Snyderja, jaz sem prebral študije, ki jih vem, kot da boste. Z veseljem vam razložim, poslušajte me, kaj govorim. Torej, po vaše se moti tudi vsa kvantna teorija. Jaz bi rekel drugače. Gre za paradoks, ne? Poglejte, če imamo usporedno vesolja in je teh vesolj skočen. Potem bo med njimi dojdo obstajalo tudi vesolje, za katerega bo veljalo, da usporednih vesolj nima in tukaj teorija naredi izjemo. Za nas je glavno vprašanje zdaj, v katerem vesolju sploh smo. To ni jasno. Torej mislite, da so črne luknje paralelna vesolja? To nisem rekel. Ampak, če se vesolje širi, se vprašamo, kaj je bilo tam prej. To moramo odgovoriti. In jaz še vedno trdim, da ta teorija, da iz črne luknje ne, nič ne pride, da je to najboljša razlaga. Tako, zdaj veste, gledali ste izbor izmišljenih novic iz zadnje 5. sezone. Naslednjo soboto praznujemo 50. oddajo. Tudi tega ne smete zamuditi. Lahko noč in miren spanec.
Čakaj, zdaj sploh ne vem, kje sva. Samo pogledaj hitro. Evo, tu čeprav ne po drugi strani. Jeben te, Zoran, drži se. Levo, tu, levo. Au, prokletno drevje.